Tole čudo tukaj sem 100% da poznate, je kakljica. Čisto neka navadna kakljica, enostavna. Kaj je zelo pomembno in česa se ponavadi ne zavedamo, kdaj je primeren čas, da začnemo otroka navajati na kakljico. Otrok je pripravljen na kakljico že takrat, kadar samostojno sedi. Torej, to je velikokrat v obdobju dojenčka. Torej, kadar samostojno sedi in kadar vidite, da je v tem položaju samozavesten, plik, čas je za kakljico. V začetku naj to traja zelo malo časa, torej naj se usede, počakate nekaj časa in potem ga pač normalno odstavite dol z kahlice. Sedaj bi si vsi lahko predstavljali to, da otrok, kadar sedi, se ga posede na kahlico, on se polula in pokaka in potem je stvar rešena. No, pač načeloma ne gre tako. Pri uvajanju dojenčka na kahlico nam ni cilj, da se bo takoj prvič, ko ga bomo mi posedli gor, on vanjo polulal in pokakal. Ne, definitivno ne. Cilj nam je samo ta, da se bo seznanil z golo ritko oziroma z golimi stegni, s temi dvemi stranicami kahlice. Če dojenček ne želi sedeti na kahlici, takoj tisto prvo minuto ne želi, to odklanja oziroma joče in se temu upira, potem raje ne vztrajajte oziroma poskusite naslednjič. Če pa vam uspe, da se dojenček lepo in z zanimanjem usede na kahlico, ga lahko nekaj več časa pridržite v tem položaju, če mu pokažete ali zanimivo slikanico oziroma naredite trik in izberete njegovo najljubšo igračo in jo se med tem, ko on sedi na kahlici, s tisto igračko lepo igrate z njim, mu jo podate v roke, jo vprašate, če vam jo da nazaj in tako naprej. Torej, prva stvar, ki je zelo pomembna oziroma najpomembnejša pri navajanju, je izkušnja sedenja na kahlici. Če se ne polula, če se ne pokaka, nič hudega, to ni naš cilj, cilj je, da sedi gor. Zelo je težak tisti prehod, ko mora dojenček najprej iz tistega udobnega, toplega, mehkega, pleničnega stanja, kar naenkrat na kahlico oziroma na školjko in potem to narediti tako, da se zgodi čisto nekaj drugega. Zdaj predstavljajte si, mi smo vsi navajeni lulati v školjko oziroma definitivno nikakor ne v hlače in če bi vas kdo zdaj vprašal, da to naredite v hlače, kaj narediti v primeru, če se dojenček ne polula in ne pokaka v kahlico in kaj narediti v primeru, če se. Če dojenčku ne uspe se polulati in pokakati v kahlico, nič hudega, vi samo lepo dojenčka, pač po končani tej rutini, ko sedi na kahlici, vi ga samo lepo vzamete, odstavite z kahlice, nič ne rečete, samo ga oblečete in delate potem tisto igro, ki jo želite, oziroma vaše dnevne rutine delate naprej. Če se zgodi, da se dojenčku uspe polulati in pokakati v kahlico ali pa naredi samo eno izmed teh želenih akcij, potem dojenčka obilno pohvalite. Če so dojenčki že malo starejši in če razumejo, lahko tudi skupaj tole lepo preneseta v pravo školjko. Zelo je pomembno, da pri navajanju na kahlico vztrajamo, poskušamo večkrat. Zelo je tudi pomembno, da si ustvarimo neko rutino navajanja na kahlico. Torej, če se odločimo, da bomo vsako jutro, ko vstanemo, postavili otroka na kahlico, potem se tega držimo in s tem tudi otroka navadimo, da katere so tiste ure, ko on lahko pričakuje to sedenje na kahlici in kmalu, če bomo vztrajni, bo že sam iskal oziroma pričakoval, da bo sedel na kahlici. Če ste mogoče mnenja, da kahlica za 9-mesečnega dojenčka še ni primerna, če se vam zdi to brez veze, če ne verjamete v to, potem tudi tega ne izvajajte. Zelo je pomembno, kako se vi počutite pri tem, da imate vi dober odnos do tega, ker otrok vas čuti, otrok točno ve, ali se vi strinjate s temi vsemi koraki ali ne, in glede na to in glede na vaš odnos do vsega, se bo tako tudi potem vaš otrok odzval. Če se pa za navajanje na kahlico odločate pozneje, pri 2, 3, 4 letih, kadarkoli pozneje, potem se je mogoče stvari treba lotiti malce drugače. Za starejše otroke, ki se prvič navajajo na kahlico,
je tale knjiga odličen uvod oziroma odlična popotnica za njih in to je od čudovite Mire Voglar z naslovom Kahlica Bahlica. Gre za pesmarico, ki vsebuje tudi zgodbe, preko katerih lahko otroka dejansko spodbudite, da sedi na kahlici oziroma da se sploh odloči, da se usede na kahlico in potem mogoče se tudi kaj zgodi. Če samo malo pokukamo v tole Kahlico Bahlico, na začetku je predlog za igro Skrivanje kahlice, s katerim lahko pomagamo otroku poiskati kahlico, ki smo jo vnaprej skrili. Torej, v nekem prostoru doma lahko skrijemo kahlico, otroka pa povabimo, če bi jo mogoče poiskal. Oziroma, da kahlico najprej uporabite kot nek pripomoček za igro. Šele kasneje s spodbudo povabite otroka, da se usede gor. Kako pa recimo motivirati otroka, da ostane na kahlici nekaj časa? Pametno je, da imate na zalogi še kakšno finto. Lahko si tudi izberete eno igro, ki bo veljala samo v času, ko bo otrok sedel na kahlici. Torej, vi dva imate lahko prstne igre, neko igro, v kateri se otrok zabava, vsekakor. Lahko tudi obljubite otroku, da če bo kahlica polna, bosta šla skupaj in pozdravila vsebino kahlice, ko jo bosta stresla v školjko. Kot sem že prej omenila, če kahlica, tudi pri starejših otrocih in pri mlajših enako velja, če kahlica ostane polna oziroma se nekaj v njej zgodi, potem otrok mora požeti veliko vaše pohvale, ker ga želimo spodbuditi, da bo naslednjič še poskušal. Zakaj na kahlico navajati že dojenčka, ki je začel sedeti? Zakaj ne počakati do 3 let, do 4 let, ko bo otrok na to pripravljen? Moj odgovor je ta, da otrok je prej pripravljen sprejeti nekaj, kar je navajen in za kar ima izkušnjo. In dojenček, ki mogoče še ne razume, kaj se tukaj dogaja, bo tole sprejel kot neko navadno dnevno rutino, ki jo z njim počnete. Naš cilj je, da ko bo otrok star čez 1 leto oziroma 1 leto in pol ali 2, ko bo razumel točno, zakaj kahlica je, mu bo veliko lažje se usesti nanjo, če bo pred tem imel že izkušnjo. Ker si želimo, da bi naši otroci čim prej in s čim manj stresa prenesli ta prehod iz pleničke na kahlico oziroma školjko, potem začnemo zgodaj. Želimo si vztrajati oziroma vzpostaviti neko rutino, potem se naši otroci počutijo bolj varne in tudi samozavestne.